Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podelilo nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leti 2020 in 2021. Slavnostna podelitev je potekala na Brdu konec lanskega decembra. Nagrado za življenjsko delo v letu 2021 je prejela magistra Darja Kuzmanič-Korva. Nagrado za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v zadnjih 5 letih v letu 2021 je prejel Matjaž Juhart, ki letos obeležuje 25 let nepretrganega dela na področju socialnega varstva. Najbolj viden in izstopajoč prispevek Matjaža Juharta, sekretarja in vodje strokovne službe Nacionalne reprezentativne invalidske organizacije za osebe z izgubo sluha na strokovnem področju, neposrednem delu z uporabniki ter za uporabnike, je sprejet ustavni zakon o dopolnitvi 2. poglavja Ustave Republike Slovenije. Le-ta je omogočil, da Slovenija kot prva država na svetu vpiše v najvišji državni akt jezik gluhoslepih. Ter kot 5. država v Evropski uniji in 12. država na svetu, ki je v najvišji državni akt vpisala znakovni jezik gluhih. Počaščen sem, da me je ministrstvo nekako prepoznalo in podelilo to posebno nagrado za strokovno delo. Moram pa reči, da to ni moja nagrada osebna zame, ampak je to rezultat nekega skupnega dela. Tukaj brez društev in gluhih in naglušnih ne bi šlo, predvsem bi se pa rad zahvalil strokovni službi zveze, s katero smo gradili strokovno delo in je to tudi nagrada za vse strokovne delavce, ki so do sedaj delali in ki zdaj delajo na zvezi. Novi 62.a člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja svobodno uporabo in razvoj slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih ter svobodno uporabo italijanskega in madžarskega znakovnega jezika v Republiki Sloveniji. Umestitev te pravice v najvišji pravni akt ter ustavna zaščita jezikov invalidov v Republiki Sloveniji sta rezultat aktivnega dela v zadnjih 5 letih in izkazujeta najvišji kakovostni in strokovni prispevek k neposrednem delu z uporabniki socialnega varstva in reševanju socialne problematike, oseb z izgubo sluha, njihovih svojcev ter strokovnih delavcev, ki vsakodnevno rešujejo stiske uporabnikov. Ta ideja je uspela zato, ker smo imeli neverjeten tim na zvezi, ob pravem času tudi prave ljudi na ministrstvu in tudi navsezadnje na vladi in v državnem zboru. Matjaž Juhart je idejni oče ustavne pobude in ustavne spremembe ter je s sodelavci in podporo matične organizacije Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije ter predvsem s podporo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Vlade Republike Slovenije, uporabnikov in vseh drugih strokovnih sodelavcev vodil ter koordiniral bitko življenja gluhih in gluhoslepih do umestitve znakovnega jezika v ustavo. Če gledam profesionalno, lahko rečem, da je dejansko vpis znakovnega jezika šele začetek nove zgodbe. Zaključek nekega poglavja in začetek temelj nove zgodbe. Jaz sem izredno vesel, da smo strokovno službo zveze skupaj z društvi potrdili strategijo dela za naslednjih 10 let. In ustavna sprememba na področju znakovnega jezika, gluhoslepih, gluhote, zagotovo bo močnejše orožje pri uresničevanju strategije, bodisi pri hiši znakovnega jezika, Reha centru sluh, dostopnosti do informacij in komunikacij. In obstoječi programi, predvsem na informativni dejavnosti,
so tisti programi, ki imajo tako močno podlago, da lahko z njimi pravzaprav dosežemo še boljšo dostopnost za gluhe, naglušne, gluhoslepe, kot tudi za nove skupine oseb z izgubo sluha, ki smo jih identificirali v novi strategiji. Delo na ustavni spremembi ni muha enodnevnica, temveč je nadaljevanje strokovnega dela Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in vodje strokovne službe Matjaža Juharta, ki je z velikim osebnim angažmajem spremljal sprejetje sklepa Vlade Republike Slovenije o razglasitvi Dneva slovenskega znakovnega jezika ter sklepa Ministrstva za kulturo o vpisu slovenskega znakovnega jezika v register nesnovne dediščine. V mesecu novembru 2021 smo izvedeli, da nimamo niti enega gluhega študenta na vseh univerzah v Sloveniji. Absolutno si želim, da bo ta stavna sprememba pripeljala do študijskega programa učitelji znakovnega jezika, tolmači znakovnega jezika, raziskovalci znakovnega jezika, da bodo imeli gluhi dejansko tolmača na kateremkoli študijskem programu. Sedaj, ko niti 1% gluhih nima univerzitetne izobrazbe, medtem ko pa ima slovensko povprečje skoraj 20%, si zagotovo želimo povečati število gluhih študentov in potencialno tudi širša paleta poklicev, delovnih mest. Tudi gluhi želijo biti odgovorni, želijo biti pomembni, uveljavljeni in vse to žal seveda je pomembna izobrazba. Pomemben prispevek k strokovni odličnosti Matjaža Juharta je prepoznala tudi Socialna zbornica Slovenije, ki je na podlagi javnega povabila in sklepa svojih organov sprejela sklep, da se mu za preteklo 2-letno obdobje zaradi vidnih dosežkov posameznika, delujočega na področju socialnega varstva, podeli znak strokovne odličnosti Socialne zbornice Slovenije.